Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, 8:31. Dobro jutro, Jacuzzi kralj. Dobro jutro, Radio SI in Slovenija. Nisi prišel sam, to bova kar na začetku rekla, ne? Ker skozi smo oglaševali Džamudine kolektiv, tako da... Ja, trenutno danes gleda so prišla duo Džamudine kolektiv, jaz pa Maca, tako da bova pokazala dva, kaj lahko cela ekipa tudi naredi, ne, tako da... Ampak vseeno, verjamemo, da zvok in slika ter zgodba bo, ampak dajmo se na začetku vrniti nazaj. Ne bom rekel čisto na začetek, kot smo se tudi izven eter pogovarjali, ampak vendarle, kako se je začela glasbena zgodba Jakoba Kralja? Glasbena zgodba se je začela z saksofonom v mladosti in potem sem to nadaljeval, sem igral saksofon pri Sausages na prvem albumu. Pa sem pa pustil saks, pa sem začel peti in sem pel na prvem albumu Los Ventilos. In od takrat naprej veliko ne pojem, oziroma mogoče repam tako mešano, kar gre. Ampak če si dejal saksofon, ampak ko si bil, ne bom rekel otrok, ampak recimo mladostnik, te je glasba zagrabila ali te je kdo silil, veš, boš igral kakšen inštrument, te bomo pisali glasbeno šolo. Včasih je v življenju ima nekdo nek turning point, ko se zgodi, ko pride muzika in rečeš, mene to vleče, to je magnet, recimo. Ja, jaz sem imel mogoče sem iskal, jaz sem na to mogoče močno povezavo prek glasbe sem iskal z očetom, ki je bil velik fan jazza in nekje, ko sem bil v osnovni šoli, sem dobil na izbiro, a bi imel saksofon ali bi motor dobil. In sem se tako s težkim srcem za saksofon takrat odločil, ampak nekako se mi zdi, da s saksofonom se nisem ubil, z motorjem se pa mogoče lahko, ne? Tako da je bilo kar v redu. Ne? Ja, s saksofonom v bistvu še lahko povežeš se s kom drugim in tudi ta povezovanja v svetu glasbe so bila, kot si dejal, že nekako od začetka, ne? Ko si začel s tem bendom pa s drugim bendom, pa tudi zdaj že samo ime kolektiv. Se pravi, povezovanje, glasba povezuje ljudi, ne? In to tudi v tvojem primeru. Točno to, ja. Mislim, a veš, ko imaš prvi bend, ga narediš s prvimi prijatelji in ste to najhujša fuzbal ekipa na svetu in dela stvari, ki je prvič in je to vse sama magija se dogaja od tebe in potem, ko enkrat izkušaš to magijo, jo hočeš naprej ustvarjati in deliti z drugimi, ne. Tako da muzika je nekaj fantastičnega, kar se mi je zgodilo v življenju. Kaj pa vem, vedno sem bil navdušen nad glasbo, oziroma pač me to mi je nekaj mi je naredilo, no, pač tako kot sem, pač. In že spomnim, ko sem kamulca enkrat ležal v postelji in sem rekel, sem poslušal radio, sem rekel, tako muziko tudi jaz delal, tako, sploh ne vem, kaj je bil za en komad, pa po moje je bilo, moglo biti kaj dosti osnovnega, vem sam, da je kick prbil, ki zmešan in po mojem, kakšen ni bilo še tehna takrat, ampak nekaj tako v tem smislu moglo biti, no. In sem takrat si že rekel, to bi pa jaz rad počel v lifeu. In potem postane glasba konec koncev tudi način življenja, način izražanja, način, ki te, bom rekel, s podobno mislečimi osebki lahko skupaj najde, ne? Ja, pa to se pacienti z istimi simptomi se nekako skupaj naberajo, ne? In pol so to grupe isto mislečih in letečih ptičev, ki skupaj ne žigajo po kleteh, ne. Tako smo bili tudi mi ena taka grupa ptičev, ki smo nažigali po kleteh ljubljanskih in to še vedno počnemo, ne. Ampak potem nekako seveda nekdo gre v eno smer, drugi v drugo smer. Kako dolga je zdaj že ta zgodba povezovanja Džamudine kolektiv? Ja, Džamudine kolektiv se pa zdaj dogaja že kar 4-5 let. Mogoče, ker se vse skupaj se je začelo tako, da sem jaz, sva se z Gregom, Greg Ivan, z njim sva se spoznala prek društva za multiplom, ker sva oba imala isto diagnozo, tako da sva si malo podelila, kaj delava in kar naenkrat sva
on je isto iskal ljudi, s katerimi bi sodeloval. Jaz sem ga malo povezal z ljudmi, katere sem jaz poznal. V par teh stvari, ki smo delali takrat, sem ga upeljal noter in pol se je zgodil pač kar nekih sodelovanj. Se pravi, smo takrat Buda je slučajno, so z Elvisi bili na drugi strani ulice, na vaji in smo se pogovarjali, če bi kaj naredili in smo naredili. In glih tako je z Lejo, sva nekaj sodelovala in smo tudi, da bi mi probali še kakšen komadič naprej in se pač vse se zelo organsko sprot samo sebe odvijali, brez nekega planiranja, da bomo res nekaj naredili. Ne. Tako da počas smo imeli material za album, nismo pa niti imeli še kolektiva. No. Ampak nisi zdaj bil tu, ti bom rekel, v nekem stilu Quincy Jonesa, kot nek big band leader, ampak morda pa vseeno neko lepilo oziroma nek koordinator nekega dogajanja. Ne? Ja, mogoče sem bil bolj povezovalen. Ne? Zdaj tako Greg ni poznal Bude, recimo prej pa Le, pa Dorote. Jaz sem nekako na skupaj povezal, da bi lahko pač midva z Gregom sva takoj, ko sva se spoznala, pa to sva na hitro naredila EP, se pravi album in Reggae Mood, pa 5 komadov je bilo na njemu. In sem malo tako razmišljal, sem rekel, ok, jaz Jacuzzi delam malo bolj zateženo muziko, pa pol to niti ni fair, da jaz dam koncert, pa bo folk prišel poslušati Jacuzzija, pa v dubu reggae, pa unika bo prišel reggae poslušati, bo Jacuzzija dobil, pa sem rekel, kaj če mi dva naredila raj en band, kolektiv nekaj iz tega ven in tako je nastal Džamudone kolektiv. Vsi, ki so sodelovali, so pripravljeni sodelovati še vedno, kadar imajo čas, kar gre. Tako da brcamo to kanto po hribu navzdol. Radio SI, Main Stage. Tako Radio SI Main Stage, Džamudone kolektiv, v njihovem imenu Jacuzzi Kralj, še enkrat lepo zdrav. Dobro jutro vsem. Malce sva že načela tematiko. Povej mi, jutro je za glasbenika tudi fiziološko, seveda, in drugače, nek izziv. Ponavadi se zjutraj sestavljaš in se do konca dneva morda te puzle nekako sestaviš. Danes jih bo potrebno malo prej sestaviti. Kaj je bil večji izziv? Budilka ali pot ali kaj recimo? Ne, moram v bistvu se vam danes zahvalil, zato ker sem v bistvu prvi sončni vzhod doživel na svojem balkončku letos, pač zaradi tega, ker ponavadi ob tej uri ne vstaja. Tako da, kaj rečem, je bilo v bistvu en tak lep presenečenje, oziroma dobra popotnica za na ta intervju. Drugače pa mi je lažje biti do 5 zjutraj po koncu, kot pa vstati ob 5 zjutraj. Ker kot glasbeniku, če se ti kaj zgodi, se ti zgodi to, da znaš biti kdaj na odru do 3 zjutraj, pa prijem pospraviš, je to 4, pa priješ domov je 5, pa prijem zaspiš 6. Ne? Tako da zaradi tega imamo verjetno vsi glasbeniki ta jutro, da ne maramo jutr, zato ker če smo že zjutraj po koncu, smo ponavadi taki, da nas noče noben videti. Ali sliša. Točno. Ampak dobro, je pa res tudi, zvečer in po noči je več miru, tudi znotraj naselja, kjer živiš ali pa kakorkoli, in lažje najdeš, slišiš te zvoke v sebi najbrž, ki jih lahko v glasbo pretopiš. Kaj pa vem, predvsem po noči v naselju ne delam glasbe, ker če ne bi imel velike probleme s sosedi, sem mečkan umaknen iz urbanega središča. Mene noč oziroma večer mi je definitivno več naredim takrat, oziroma imam več idej. Zjutraj imam neke čist druge ideje, želje, potrebe, ki pa jih imam pol čez dan. Tako da, kaj pa vem, sem bolj popoldanski pa večeren človek, absolutno. Ja, saj tukaj ni pravilnega odgovora. Ampak vseeno,
glasba je odzivanje na neke dogodke. Ne? Zdaj, tudi besedila vseh komadov, ki jih vrtimo, gredo nekako kot opazovalec, ki se odziva. Ne? Ampak ne s tisto agresijo, ampak s komentarjem in morda z neko roko ali pa z neko idejo, ki jo pošleš poslušalkam in poslušalcem za razmisliti. Ja, s tem, kaj napisati v tekstih, sem se v bistvu pri prvem albumu Los Ventilos srečal, ker sem začel dejansko prvič pisati tekste in sem opazil, da se recimo o neki zaljubljenosti, pa to težko 10 komadov zaljubljen isto, ne? Pa pol 2 albuma, pa ta 3. album si ti še vedno zaljubljen. Tako da sem malo skozi iskal teme, o katerih govoriti in nekako, no, tle pa mogoče jutra pridejo zraven, ker tle s kavo v roki gledam iz 18. nastropja dol Ljubljano in razmišljam o vsem v vrvežu, ki se spod dogaja, tako da tle mogoče, ja. No to je, ampak zdaj so pa druge vibracije, ne? Nekako dub reggae s kakšnim elementom urbane muzike. Tudi tempo je bolj na easy, ne? Ja, se tudi tako, pa z leti tudi tempo malo bolj na easy, ne. Ker sem mlad, rad šprintaš, pa počas imaš rad te neke maratonske izzive, ne. Tako da reggae bil zame tako, pardon, sem se nekako vrnil nazaj v srednjo šolo, ker sem kot srednjošolec blazno padel v to neko reggae sceno, ker sem jo pol nekako malo pozabil. In dokler se nisva z Gregom spet spoznala, srečala, sem jo nekje malo pozabil na njo. In ko sem nazaj začel ta reggae delati, mi je bilo toliko všeč, ker imaš toliko neke svobode, ker v bistvu je ena taka merna muzika, ni nič agresivnega v njej, ampak v bistvu imaš pa toliko enih hudih tekstov v regiju, se pravi, in samorefleksivnih in nekako razmišljajočih, in to mi nekako bilo ful všeč pri temu, ne. Ker ti da res prostora, da lahko pišeš o čemer hočeš, ne. Oziroma, da lahko si tudi mogoče malo bolj kritičen in to pač velja, ker v eni pop glasbi nekako ne moreš biti glih kritičen, ker ne paše v sam žanr glasbe, ne, tako nekako. Pa tudi publika morda pričakuje kakšno drugo, zdaj če lahko rečeva z narekovaji lahkotnejšo ali manj lahkotnejšo tematiko, kakorkoli. Na koncu, ko se komad snema, si ti kot producent, imaš še kakšno uho, kdaj rečeš, ok, zdaj smo pa posneli to, kar in komad je končan, recimo. Ja, to je tudi komada do komada, ne. Kakšni komadi kar ratajo. In ponavadi uni komadi, ki kar ratajo, so dostikrat uni neki hiti, najboljši komadi, ti jih pa niti ne jemlje zato ker so prišli vesolje, ti jih je podaril, ne. In ti si jih dobil in tudi tako organsko grejo, da se z njimi ne trudiš, vsakič, ko ga odigraš, ni problemov in kot nek artist tega dostikrat ne ceniš, ne. In ti moraš ljudje okoli tebe ti ponovadi povejo, ne vem, taka izkušnja je, recimo, ne gledam nazaj. Z Ventilosi smo imeli, mi smo vse druge komade smo frendom kazali, pa ta, pa uno, pa tle smo se matrali, pa to, ampak vsi so hoteli samo tega slišati. Ker je imel nekako, nam je pa ta, je dejansko prišel, padel je z vesolja do nas, mi smo ga skanalizirali in to je bilo to. In vsakeč, ko smo ga igrali, ni bilo nekih problemov. In tudi pri vseh teh komadih je tako nekako najlepše, kadar se ta magija zgodi, ampak zdaj pa, da pa začutiš, rabiš pa nekako mogoče kolektiv, ki ti zna povedati, da super je, bravo, tako da, ne. Zato si ga zdaj ponovno preoblekel, ne, nekako. Ja, tudi, ja. Zdaj spet ne gledam nazaj, ne. Zdaj včasih pogledam nazaj, ja. Tako da majčkeno je bila revizija, ne, po tolikih letih, ne, ampak se pravim, je pa to ti super je imeti nek kolektiv, ki imaš nek feedback, ki nekaj malo pokažeš, mogoče se ti kdaj zdi, da že naredil, pa
pa pol vidiš, da v bistvu, da še nisi, da imaš še zapovedati, oziroma da imamo še zapovedati, ne. Tako da mislim, da je zelo od komada do komada, ne. In če ste vsi na isti frekvenci, potem lahko reči funkcionirajo. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, Jacuzzi Kralj še vedno z nami, Jamuduni Collective. Zvokovno nastavljanje je tisto nujno zlo ali je zanimiva reč, izziv, recimo kako je to? V bistvu te tonske vaje, to super je v bistvu, zato ker nekako moraš postaviti vse skupaj, sprobati, če delajo zadeve, to je ta najbolj problematičen del. Ti prineseš svoj fršterkar ali nekaj in ko prižgeš on, upaš, da bo delal, ker če ne dela, ne, si v Mariboru. Ja, pač, Glas ti še ostane. Glas ti še ostane, ampak tako da te tonske so fajn. Pol je pa še to zanimivo, ker je ta psihoakustika, tako kot se ti počutiš na tonski vaji, je čist drugo, kot potem, ko gre za res. Ne? In potem se kar naenkrat se še možgani vklopijo in mogoče kar naenkrat ali nič ne slišaš, pa je bilo prej vse v redu, pa tako znajo se čudne stvari zgoditi vmes. Večinoma se zgodijo to v tvoji glavi, ne. Ker prej je bilo vse v redu, tonska, pa prežgeš, se začne, pa nič ne dela, tako kot si mislil in moraš biti včasih kar pripravljen na to, ampak jaz mislim, da danes tukaj ne bo teh problemov, ne. Danes ne bo, je pa res, ne, kot si dejal, uživo. Je pa tista neka energija, malce treme ali odgovornosti ali kakorkoli, pa je potrebne za to, da daš iz sebe morda tudi kaj iz rezervarja, ne? Da nisi samo na nekem stalnem dotoku goriva, ampak da še neko rezervo vklopiš. Da se turbo vžge. Ja. Moraš pritisniti čez 4000 obratov, da lahko turbo začne. Ne? Je pa res, da mora biti olje segreto, ne? In o tem segrevanju so se pa zdaj pogovarjali. Zdaj lepo v bistvu segrevamo, to je tole olje, ne? Teh starih mašin. Ne? Ja. Daj mi nekaj povedati, kar se tiče samih nastopov. Ne? Tudi band se potem kot tak postavi na oder. Kakšna je zate koordinacija, recimo, ne? So zadaj, so ob tebi, očesni kontakt, energija, ali je to, ker je toliko vaje, vse teče samo? To pa pol ta razlika med klubskimi pa velikimi špili, ne? Moram reči, ker pač kukor imaš te klubske špile, pa to si pač v majhnem prostoru in si tako približno dosti podoben kot v prostoru, kjer vadiš, ne? In se tudi nekako tako postaviš in komuniciraš dosti blizu, ne. Pa je pa problem, jaz vem, ko sem prvič prišel na nek večji oder, ko sem pogledal levo, pa je bil tako 3 kilometre stran kitarist, prvi, pa na desno ta drug kitarist, pa bobnarja nisem sploh videl, ko sem se obrnil, mislim, vse so bili relativno blizu, dejansko pač je tako čist drug občutek in se kar naenkrat počutiš samega na odru, ne. Tako da in se moraš tudi tega občutka navaditi, ne, nekako. Tako da je vedno neka druga energija, ne. Zdaj, meni osebno je bolj ta klubska všeč, ko si blizu, pa ne rabiš mikrofona, da poveš bobnarju, da je malo hitrej. Ali pa da on tebi, da prehtevate, ali pa nekaj. To tako pač, ko si na velikem odru, ta komunikacija ne more tako laufati, ne. In se pravi, in je že sam ta energija druga, ne. Ampak nek dodatek vsemu skupaj so pa tudi videospoti. Videospotu se nekako lotevaš zelo zanimivo, tudi kakšen ples je noter in te reči. Skratka, jemlješ to kot dopolnitev, ne? Zgodbi. Jaz mislim, da je to pač en del tega glasbenega ustvarjanja, tudi videospot, ne. Oziroma saj, kaj pa vem, mi smo ta MTV generacija, mi smo zrastali na videospotih in jaz si nekako si vedno vsak komad, ki ga naredim, si ga tudi vizualiziram vedno. Vedno ga imam, ne vem, če bi bilo po moje, bi za vsak komad naredil videospot. Zato, ker imam za vsak komad, ki ga naredim, imam neko idejo, kako bi to zvizualiziral, ne. Zdaj pa realnost je pa pač druga, ne. Zdaj, koliko lahko narediš, koliko se da narediti, tako da jaz sem ful za videospote, čim več tega, mene to tudi sam proces mi je glih tako, kot studio, je tudi snemanje videospotov, to je pač mi je ful všeč in pač
video spoti so ful pomemben del zame, no, tega vsega skupaj, ki se nekako se mi zdi še malo vizualno nadgradiš to, kar si zvokom probo povedati, če ti uspe seveda, ne. Zdaj pa tam so pač video ima spet svoje zakonitosti, zvok ima svoje, tako da včas rata, včas ne. Ja, ampak kot smo že ugotovili, v 2020-ih, ne, v katerih se nahajamo, je pač vse povezano skupaj. Glasbeni premor si bova privoščila, šla bova do gospoda, ki je širil vero, nazaj. Ja, nazaj v, kaj so to, 70-ta, ne? Ja, glede na to, da nas je na začetku 80-ih zapustil, so 70. Ja, tam nekje v 70-ih, ne? To so bile ta boljš leta, ne? Za nas ta stare. Ampak Bob Marley je en tak min, katerega, jaz sem tako rekel, da v bistvu, da načeloma, če Bob Marley ti težko ni všeč, no? Se mi zdi ena taka pozitiva že samo glasbo, plus to ne samo, da je pozitiva, ima pa tudi močna sporočila, ne? In se pravi, one love, ena ljubezen, ljudje imejmo se radi, namesto da se pobijamo, in moram reči, da je to neka taka filozofija, ki je meni zelo blizu, ne? Tako da mislim, da se z Bob Marleyjem se kar dosti poistovetimo lahko vsi, ne? In mislim, da je bilo neka sporočila, ki je bilo mogoče fajn, da jih slišimo večkrat, ne? No, kot si tudi prej že dejal v prejšnjem sklopu intervjuja, ko smo se pogovarjali, ne? Da lahko v reggae glasbi tudi resna besedila spraviš, ne? Tudi Bob Marley je velikokrat v svojih besedilih pozival k uporu v pozitivnem smislu, k tem, da se zastaviš zase in zauzemaš za pravice, ne? Da ni šlo vse samo za ljubezen, kot si dejal, ne? Ja, točno to, pač tudi ljubezen do sebe, to pomeni, moraš imeti sebe rad, da ne pustiš, da drugi gazijo po tebi, ne? In pač to je tudi one love, ne? Tako da je pač, kaj rečem, mene bolj žalosten, kako je pač toliko tega napisanega, povedanega, mogoče pač, kaj pa vem, jaz to bolj naivno sem mislil, da cel svet posluša tako muziko in da pač ne mogoče, da se vojne dogajajo po svetu in pač se, kljub vsemu, ne, kljub vsem tem velikim besedam, ki jih vsi pišemo, probamo povedati, sporočati. Zdaj, upanje pa treba imeti, da vse na koncu prišel to sporočilo naprej nekako. Ja, in da z glasbo morda vsak dan kakšnega poslušalca ali poslušalko pridobimo in morda kaj spremenimo. Ja, točno. Radio SI Main Stage. Tako Radio SI Main Stage, Džamudon je kolektiv, Jacuzzi Kralj z nami v studiu. Kaj bomo danes od 10:15 naprej poslušali? Danes od 10:15 naprej bomo poslušali nekaj materijala, ki je že izšel na albumu Džamudon je kolektiv Vse gori. Hkrati bo pa z Maco predstavila par novih komadov, ki bojo na prihajajočem albumu, ki prihaja že nekaj časa in bo še nekaj časa prihajal, ampak mi smo v procesu izdelovanja. Tako da danes bomo midva z Maco probala poustvariti ta občutek kolektiva, ne? Tako da bo sprobala, če lahko dva pričarava ekipo. Tako da in med kaj naj še povem, da bova vse zimzelene hite Džamudon je kolektiv bomo odigrali, kakšnega bomo spustili, tako da bomo imeli za naslednjič, nas povabite še kakšen komad v žepu, pa da lahko presenetimo, ne? No, prostora imamo za naslednjič tudi še za kakšnega člana več, ampak daj mi povedati, da danes bomo tole slišali, potem pa bo nekomu všeč, ki še recimo ne pozna, in kako lahko doseže glasbo? Glasbo lahko doseže prek vseh teh socialnih medijev. Smo na Facebooku, smo na Instagramu, mislim, da imamo tudi celo TikTok, ne bom trdil. In se nas da dobiti prek teh. Smo rahlo neodzivni na trenutke, ampak se potem vseeno odzovemo. Tako da, kdor ima željo, naj piše in naj ne obupa, ne?
To naj bo zlato vodilo tega, ne. Mečkam potrpljenja z nami. Brez problema. Kot si dejal, album prihaja in bo prišel. Bo prišel tudi v fizični obliki ali bo digital download ali kako? Jaz bi zelo rad, da bi prišel v fizični obliki, zato ker digital download bi se celo mogoče že dal kaj narediti, ampak ne vem kaj, jaz sem pač malo iz unih časov, ko smo to materialno hoteli imeti v roki in bi jaz tudi rad imel, tako da nekako se mi zdi, da si album zasluži najmanj CD, če ne vsaj vinil, ne. Tako da vse gori smo izdali na vinilu, tako da ljubitelji vinila, prosim, kontaktirajte me, jih imam na zalogi še neki. In tudi tega bi rad naredil na vinilu, tako da zaradi tega je datum in vse še v nedoločniku, ne. Ampak glasbenike pa lahko podprete že danes, tako da če ne drugega, poiščite, pogooglajte, poklikajte, spremljajte. Hvala lepa, Jacuzzi Kralj, za ta pogovor. Pozdravi ekipo. Hvala za povabilo. In pa dober špil želimo. Ne? Hvala. Good vibes. Hvala lepa. Main stage. How we feeling? Radio SI Main Stage.